Živijo sem skupaj. En lep pozdrav iz Centra za delo z energijo in dvig zavesti z Energijo živim. Moje ime je Leticia Fortin in sem energijska terapevtka. Z vami preko teh videov delim svoje izkušnje in svoje znanje v zvezi seveda z energijo. Kako ta vpliva na nas, na naše odnose in na naše dojemanje celotnega sveta. Danes vam bom v videu predstavila pomembnost dela na sebi. Ali ste vedeli, da za dober partnerski odnos je treba najprej pogledati vase? Ja, vem, da je zoprno to slišati, da moraš v bistvu začeti pri sebi. Ampak dejansko je to tako. In v praksi se je neštetokrat pokazalo, da ko so ljudje spremenili svoj način, svoj pogled, svoje občutke, tisto, kar je skrito, kar niti ne veš, da je v tebi, so pritegnili prave partnerje. In ne vam povem, da sem pritegnila v tak čudovit partnerski odnos tudi jaz. Moj zakon, ki je bil 20 let nazaj, kdaj sem se poročila, leta 2002, mislim, da ja, sem že pozabila, je bil v bistvu karmičen. Midva sva mogla priti skupaj. In našla sta se pa zato, ker sem imela zelo podobne vzorce. Eden izmed takih je bil obsojanje. Midva kamorkoli sva prišla, sva stalno nekaj obsojala. Se prav spomnim, sva šla v Ameriko in sva sedela zunaj v eni gostilni za mizo, in je prišel en fant in je brisal tisto mizo in je tako pobrisal, malo bolj površno. In sva ga tako, take sva povedala, kakšen je, kako lahko to tako briše, lahko bi in tako naprej. V glavnem, ujela sva se v obsojanju. In to je bilo v bistvu zelo, zelo naporno. Ker midva med sabo se pa nisva mogla soočati. Moj bivši mož je ves čas hodil okoli, oziroma je veliko delal, jaz sem na cele dneve sama doma, sem si pa v bistvu ful želela, da bi bila skupaj. Sam, potem, ko sem prišla pa skupaj, pa spet nisem mogla biti skupaj, sem pa vedno našla nekaj, zdaj, ali da sem se skregala, ali da ni bilo nekaj po njegovo, ali po moje, v glavnem, ni šlo nikakor skozi. Jaz sem se potem ločila in sem šla stran, s tem, da sem v bistvu delala na tem partnerskem odnosu, bom rekla tako nasplošno, na mojem odnosu do moških in na teh mojih vzorcih skoraj 7-8 let, ko sem potem spoznala sedanjega partnerja, s katerim se pa res lepo razumem. Zdaj, če pogledam nazaj, je vse moglo biti tako, kot je bilo. Ves ta proces spoznavanja sebe in drugih in ta moj prvi zakon je mogel biti, da sem jaz zrasla, da sem se nekaj naučila in sem v bistvu hvaležna zanj. In tudi z mojim bivšim možem se precej dobro razumeva, ni zdaj, da hodva skupaj okoli, da hodimo, ampak tako, ko se vidva, si v bistvu se normalno pogovarjava. Ja, na začetku ni bilo tako. Na začetku je bilo par let precej težkih. Sploh zato potem, ko sem jaz ostala sama z otrokom, moraš v bistvu skrbeti za sebe, za otroka, kar naenkrat si sam, ne veš, kam bi se obrnil, se prilagajaš na ta način življenja, tako da ni bilo glih lahko. Ampak je bilo pa potrebno in jaz sem to izkušnjo mogla dati čez. Ravno zadnjič enkrat sem tudi v meditaciji, sem se prav zahvalila mojemu bivšemu možu, da mi je v bistvu pokazal ogledalo, da me je naučil določene stvari in da imam v bistvu z njim krasnega sina. Tako da te notranje energije, ta notranji svet, ki ga v bistvu vsi nosimo, je zelo, zelo, zelo pomemben. Zdaj, kaj se znotraj nas dogaja? To je pa zdaj tista stvar, ki je najbolj zanimiva. Če želite spremeniti partnerski odnos,
Poglejte najprej vase. Treba bo malo predelati naše vzorce, treba bo pogledati nazaj v preteklost, kakšno je bilo naše otroštvo, kakšne imamo odnose danes z našimi starši, ker vse to določa nas in naš pogled na, bomo rekli, na nasprotni spol. Jaz sem veliko let mogla tudi ozaveščati jeze, veliko jeze sem čutila. In meni se zdi, da imamo ženske tako v naši podzavesti, zaradi tega zgodovinskega dogajanja, zelo velike jeze. Jaz sem bila sposobna kričati, tako ko smo bili na delavnici, to so bili taki občutki, da je bilo noro. In na drugi strani fantje, na naših delavnicah, enako, oni so bili pa jezni na nas ženske. In zdaj, če bi pogledali vse to zgodovino nazaj in vemo, kako je bilo, večinoma je bilo patriarhalna družba, ženske so bile bolj v ozadju, potem si lahko samo sklepamo, kaj vse je še v nas in da zaradi tega, ker smo doživeli določene izkušnje še iz prejšnjih življenj, ne moremo danes priti do sebe. To je pa zelo pomembno, da mi pridemo do sebe. Pot do sebe gre skozi pekel, bomo rekli, ja. Da pogledaš vase, globoko vase in si priznaš, kaj je v tebi, od sovraštva do manipulacije, jeze, žalosti, ja. Vse te občutke, ki so v nas, bo treba ozavestiti in pozdraviti. Iz lastne izkušnje vam povem, da edino na tak način lahko potem pritegneš v življenje boljšega partnerja. Ker drugače, če hodiš iz veze v vezo, če skačeš, ja, boš dobil istega ali celo še hujšega, zato ker nisi usvojil lekcije. Ker vsak partner ti da lekcijo. In ko osvojiš to lekcijo, jaz osebno mislim, da je dobro med enim in drugim partnerstvom biti nekaj časa sam. Zato, da ti lahko predelaš vse to, kar se je nabralo v prejšnjem odnosu. Ker drugače greš tisto prtljago v nov odnos in je logično, da preko slej bo počlo. Preko slej bo prišlo tisto od ozadij naprej, boš rekel, partnerju, ne zaupam ti. Zakaj mi ne zaupaš? Ja, ne zaupam ti, zato, ker me je prejšnji partner izdal. In on bo rekel, ja, ampak jaz te ne bom izdal. In smo že tam, se pravi, zgodovina nas ves čas spremlja, naša prtljaga je z nami, kamorkoli gremo. Tudi, če gremo na konec sveta, bodo te občutki, te spomini, te stvari, vse bo to z nami. Jaz sem zelo hvaležna, da sem uspela v bistvu pred 20 leti se odločiti in iti na to pot samospoznavanja in samoraziskovanja. Zato, ker sem v vseh teh letih veliko stvari spremenila. In zato imam danes veliko lepši odnos do sebe, veliko boljši odnos do drugih, in seveda znotraj moje družine, do mojega partnerja, do mojega otroka, do moje mame. In moram reči, da brez tega ne vem, kako bi jaz danes živela. Itak je bilo zapisano, da bom šla na to pot, v zvezdah bomo rekli, tako da je vse tako, kot mora biti. Ampak, ko zdaj pogledam nazaj, ker zdaj lahko primerjam recimo zadnjih 20 let, lahko vidim, kakšne spremembe so to, kaj v bistvu ti zmoreš. Čeprav si bil nekako navajen oziroma naučen, vzgojen in potem te spomini, ki sem rekla, iz prejšnjih življenj in neke energije, nima veze, ti lahko to vse presežeš, če seveda želiš. Tako, dala sem vam malo kosti za glodati, malo za razmisliti. Razmislite tudi vi o vašem partnerstvu, o vašem odnosu do sebe in do svojega moškega. Seveda pa
bomo še o tem govorili in bomo še kaj povedala več, kako v bistvu se lotiti teh stvari. Imejte se lepo, imejte lepo življenje, radi se imejte sebe in pa seveda vse ostale. Čau, čau!